Nadaljujemo s študenti, teh je pri nas več vrst. Poznamo pridne študente, ki vse izpite naredijo v junijskem roku, falirane študente, ki postanejo študentski funkcionarji, pa večne študente, ki jim je akademsko življenje tako všeč, da z njim kar vztrajajo, pa vztrajajo, pa vztrajajo, pa vztrajajo. Ena izmed njih je 61-letna Madžarka Katalin Judit Kardoš, ki je ena od 1600 študentov na izmenjavi v Sloveniji. Vem, kaj si mislite. 61 let zveni precej za študentko, ampak časi se spreminjajo. Nekoč so študentom stres povzročali izpiti, danes pa vnuki. Jaz idejo podpiram, ker za starejše je lahko odličen izziv, da se poskušajo snov naučiti hitreje, kot jo pozabijo. In če si mislite, da gospa ziher ne živi ta pravega študentskega življenja, se krepko motite. Én itt lakok, ebben a diákszállóban. Nem egyedül lakom, hanem 3 szobában még laknak rajtam kívül is. 3 študente v soba. V njenem apartmaju so še 3 študentje. To so David Litrca, ki ga nese več kot cel štup, lahka Anja, ki je obdelala že cel štup, pa Uroš, njega ben ne mara. Ampak si je sam kriv. Če se hoče ves cajt učiti, ne gre živeti kakšen bolj miren dom, ne pa študentski dom za upokojence. Tam se ga žura, ker da je vsak dan zaden. Ker čist možen, da je. Glede na to, da gospa Katalin, tako kot vsi ostali Madžari, najbrž govori samo 3 jezike, madžarsko, madžarsko in madžarsko, nas seveda zanima, kako se med študijem sploh sporozumeva s svojimi mentorji. Ez egy mézes kalácsszív, amit én dekoráltam ki, és majd fölvágjuk, és mindenki eszik belőle egy falatot. Jó? Ó, hát köszönöm, csodálatos. Valentin napon a szeretetről. Köszönöm. Če pa ona govori madžarsko, njena mentorca govori madžarsko, še naš novinar govori madžarsko. Moj bog, levičarji so imeli prav. Urbanifikacija Slovenije se je začela. Ves cajt so nas strašili, da bojo Madžari prodrli skozi desničarske medije, na koncu pa naredili kar to prek Erasmusa. Zdaj pa pozitivna novica iz slovenskega zdravstva. Vem, to je neverjetno zaslišati. Je to morda ukinitev zdravstvenega zavarovanja? Skrajševanje čakalnih dob? Ne. Dobra novica je, da bolnišnice zaposlujejo. Slaba pa, da te službe verjetno nočete. Medicinsko osebje slovenske bolnišnice zaradi nevzdržnih razmer namreč množično zapušča. Tisti, ki ostajajo, so preobremenjeni, drugi iščejo delo v tujini ali celo zapustijo delo v zdravstvu. Tako kot ena od izšolanih jeseniških medicinskih sester, ki je odšla za sprevodnico k Slovenskim železnicam. Stanje v slovenskih bolnišnicah je tako slabo, da so boljša izbira še Slovenske železnice. Z drugimi besedami, zaposleni zapuščajo sistem, ki ljudi zdravi in hodijo delati v sistem, zaradi katerega ljudje obolevajo. Ampak dajmo pogledati z dobre strani. Ob nadaljevanju tega nenavadnega trenda boste lahko železniško vozovnico kmalu kupili zdravstveno kartico. Pri sprevodniku boste lahko pravili sistematski pregled, pri strojevodji pa operacijo slepiča. Da je kadrovska podhranjenost v zdravstvu resna, dokazuje tudi naslednji primer. Na Jesenicah že razmišljajo o iskanju kadrov v državah nekdanje Jugoslavije. Vem, delovna sila iz držav bivše Juge na Jesenicah, kaj tazga pa še ne. Oziroma, če povem po jeseniško, neviđeno. Neuradno naj bi o drastičnem ukrepu uvoza delovne sile iz Balkana razmišljali tudi v Velenju in v zdravstvenem domu Fužine. V 2 največjih bolnišnicah težavo s pomanjkanjem osebja za zdaj rešujejo kar študenti zdravstvene nege. Če bo zmanjkalo tudi teh, pa se kot resna alternativa ponujajo tudi študenti strojništva za delo v ortopediji, študenti kemije za delo v anesteziologiji in študenti FDV za delo v bolnišnični menzi. Jebi ga, en kader je pač nezaposljiv. Da je stanje v zdravstvu resno, priča tudi naslednji javni apel. Če ni kadra, so težave, a ne? Tako da lahko prosim, da naredite malo reklamo, da se sestre zaposlijo, ker da se ni tako hudo.
Slovensko zdravstvo rabi našo pomoč z reklamo. Mi radi pomagamo, da ne. Režija, prosim. Iščete službo? Bi radi delali po noči, za vikende ali mogoče praznike? Vam je trdo delo bolj pomembno kot visoka plača? Postanite medicinska sestra. Tako kot zdravnica, samo slabše. Toda brez skrbi. Pacienti vam bodo vseeno hvaležni. Večinoma. Nekateri vas bodo žalili. Pa kaj za to? Imeli boste vsaj dostop do drog. Poklic medicinske sestre. Pa saj ni to hudo. Rešen. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.